Ja, to je pentalogija o cerskih grofih in knezih, pravzaprav pentalogija o najbolj sposobni, najbolj ekonomsko, bi rekel, razširjeni in pa tudi po človeški plati dovolj čudeči rodbini na slovenskih in hrvaških tleh, deloma tudi na slavonskih in občasno tudi v Bosni. Vsekakor mislim, da mi moramo poznati to slovensko zgodovino. Podobnih rodbin je v Evropi zelo malo, o tej pa se je vedelo pravzaprav premalo, predvsem pa je bilo preveč usmerjeno v ta razredni boj. Vedno so nekako prikazovali, ali pa saj jaz vem po sebi, da smo v šoli se učili, da na eni strani so grofje, na drugi strani pa tlačani, ampak tisti, ki je hotel uspevati, in Celjani so bili taki, so morali tudi s svojimi ljudmi lepo delati in lepo so delali, seveda prihajalo tu in tam tudi do kakšnih ekscesov, vsekakor pa ni prihajalo do nobenega razrednega boja, bili so sposobni kot mitninarji, imeli 125 gradov, bili so sposobni kot vojščaki, imeli so odlično najemniško vojsko in predvsem so bili sposobni kot posojilodajalci, kar naprej so denar posojali in na ta način pridobivali nove in nove gradove. Jaz sem štartal pravzaprav na začetku, to so na Žovneku, to je grad Žovnek pri Braslovčah in tam so bili v bistvu zametki teh cerskih grofov. Oni so pozneje podedovali polovico posestev na Cerskem in na ta način polovico pa še kupili, na ta način so se s sedežem preselili v Celje in potem se ta zgodovina sorazmerno na hitro v 80-ih letih v bistvu razširi na zelo velik širok zdajšnji slovenski prostor. Tako da je prva knjiga govori o žovneških, druga knjiga govori o treh pomembnih celjskih zvezdah, tretja o Barbari Celjski, o kateri se ve premalo, pa vendar je bila svetovljanka po celi Evropi, je bila v bistvu znana in tudi o njej veliko pišejo v tujih kronikah. Bila pa je kraljica Ogrske, Češke in Nemčije, kar pomeni trojna kraljica in v bistvu tudi nesojena cesarica Evrope. Poročena je bila s cesarjem Evrope, Sigismund Luksemburški bil cesar. Pravijo, da je najlepša zgodba oziroma najbolj tragična in hkrati mislim, da me je kar lepo uspela o Veroniki Deseniški, ta znana nesrečna ljubezen. In pa četrti Ulrik II, ki sem ga hotel prikazati tudi v bistvu v nekem smislu pozitivno. Ulrik je taka nesrečna osebnost, ki je hotel nekoliko več, imel je pa veliko smolo, tako po svoji, bi rekel, osebni plati, 3 otroci so mu umrli, tako je ostal brez potomcev. Hkrati pa so ga v bistvu na koncu bili njegovi domnevni ali pa skoraj da bi morali biti prijatelji ogri, čisto za hrbtom. Na ta način se je končala ta velika zgodovina, ki pa bi bila bistveno drugačna, če bi Ulrik imel enega potomca. Potem bi bili mi Habsburžani in bi mi imeli 500-letno zgodovino naprej. Takrat je bila namreč najbolj usodna tako imenovana dedna pogodba. Dve rodbini sta med sabo sklenili pogodbo, dedno, in če je bil moški potomec, potem je pač tisti peljal naprej, ki je imel moškega potomca. Če ni imel moškega potomca, je sosedna rodbina, zaradi tega, da ne bi prišli tujci, preprosto prevzela celotno posestvo. In Celjani so imeli to veliko smolo, da niso imeli moškega potomca na koncu. Tako da tudi, če bi Ulrik še živel, bi verjetno se isto na isti način končalo. Vseh 5 knjig je že napisanih, vseh 5 knjig je v bistvu pripravljenih za tisk, tik pred tem, da se to lahko se jutri natiska. Moram povedati, da me je zelo pomagalo to celjsko avtopodjetje A2S, delno tudi občina, delno tudi braslovška občina, zato so knjige v bistvu v nekem smislu lepše, kot bi bile. Veliko barvnih fotografij, veliko te literature uporabljene, je noter tudi objavljeno rodoslovno deblo, pisar in pa predvsem so čudoviti portreti Jožeta Barekinija. Jože je slikar iz Radeč, ki pa je nekako znal prisluhniti tej notranji vsebini in mislim, da je naredil nekaj izrednega. To je 5 portretov, ki jih doslej preprosto ni bilo v slovenskem prostoru, pa tudi drugod ne. Predvsem me je povšeč, ki je naredil take, bi rekel, dovolj ljudske like, tako da mislim, da bodo dovolj vabljivi za to, da ljudje nekako podoživijo ta
zunanji lik tudi v notranjosti knjige.